Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo premiero Verdijeve opere Traviata, ki je zaživela v novi postavitvi na odru ljubljanske opere. V ciklu koncertov za srebrni abonma ljubljanskega Cankarjevega doma je zazvenela mala slavnostna maša Gioachina Rossinija, na koncertu filharmoničnega cikla FKK Slovenske filharmonije pa Mozartova glasba. V Kopru se je z obalnim komornim orkestrom predstavil pianist Aleksander Gadžijev, na koncertu v Pokrajinskem muzeju Koper pa je nastopil duo Claripiano. Obiskali smo tudi koncerte akuzmatične glasbe, ki jih je pripravil Zavod Cona, in glasbeno-gledališki dogodek Dara in Stana v Mariboru. Predstavljamo pa še posebno glasbeno-plesno predstavo s parfumsko spremljavo, ki jo v teh dneh lahko doživite v več krajih po Sloveniji. Oddajo povezujem Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni k poslušanju. V fokusu. V SNG Opera in balet Ljubljana so prejšnji četrtek pripravili tretjo letošnjo operno premiero. Uprizorili so repertoarno stalnico in večno uspešnico Traviato Giuseppa Verdija, ki je od zadnje produkcije je minilo 23 let, zaživela v sveži postavitvi belgijskega režiserja Franka Van Lakeja. Ta se je odločil za prikaz zgodbe, katere izhodišče je Violetina smrt. Nekaj vtisov o premierni predstavi je strnil Dejan Jurović. Traviata ponuja znano ljubezensko zgodbo, dramo velikih čustev, ki jo je Giuseppe Verdi utemeljil predvsem na psihološkem poglabljanju likov, na njihovi intimni bolečini in na kritiki družbenih razmer. Opero vsi tako dobro poznamo, da zlahka pozabimo, kako provokativna je bila ob svojem nastanku. Takrat je propadla, danes pa je največkrat uprizorjena opera na svetu. Zato se zdi varljivo enostavna za izvedbo, vendar je vse prej kot to in za uspeh zahteva od dirigenta občuteno ravnovesje med pristnimi čustvi in glasbeno natančnostjo. Dirigent Ayrton de Simpelar je v želji po zaokroženi celoti solidno prebiral partituro, ampak tudi dovoljeval zdrse, ki so jih v prvi vrsti narekovali pevci. Za dobro izvedbo je namreč ključno ravnovesje med intimno dramo, nabito z intenzivno čustveno napetostjo, ter natančnim nadzorom nad rubatom in tempom, pa seveda obvladovanje subtilnih agogičnih sprememb v orkestru, ki vplivajo na pevsko izvedbo na odru. Ta filigranskost se ni zlila med jamo in odrom. Na njem je režiser Frank Van Lake dramaturški čustveni lok začel in končal z Violetino smrtjo. Zgodila se je torej retrospektiva njenega življenja z vsemi sponi in padci, ter seveda neizogibno smrtjo, ko transcendentalno izgine v svetlobo v globino odra. Režiserjeva stalna sodelavca, scenograf Filip Miš in kostumograf Marnik Bert sta ustvarila duševni prostor, ki nam je pomagal razumeti, kaj se je dogajalo v Violetini glavi in srcu.
Prvi je oblikoval izčiščen prostor, ki so ga po potrebi razmejevale bele in črne prosojne zavese ter ustvarile različne prostore, v katerih je vedno prevladoval črni ležalni kavč, drugi pa elegantne kostume. Pri Van Lakejevih prejšnjih produkcijah, tako v Ljubljani kot v Mariboru, smo že videli, da stavi na simbolično pripovedovanje zgodbe in subtilno pripoved, tudi če je ta zaznamovana z globoko dramo. V njegovi Traviati je tako kamelija prisotna do konca predstave. Sprva seveda kot cvet, ki ga izroči Alfredu, nato v drugem dejanju kot drevo, s katerega njegov oče odtrga cvet in ga vzame seboj, v tretjem pa najprej kot cvetoči listi, ki jih Violeta izroča Alfredu in predstavljajo njeno minljivo podobo, nato pa se, ko se Violeta poslavlja od tega življenja, kot lahen veter z vrha odra usujejo številni listi. Ta čistost in nedolžnost, pa tudi gospodarna mizanscena so omogočili čustveno poglobitev v psihologijo likov, za katere se je zdelo, da živijo zdaj in tukaj. Konotacija na sodobno dramo, ampak brez motečih dejavnikov, ki bi preusmerjali gledalčevo pozornost v nepomembne detajle. In to je glavni adut predstave. Mojca Bitenc-Križaj je bila prepričljiva čustvena Violeta. Njen glas je morda manj gibčen in lahkoten, kar se je poznalo predvsem v belkantističnih odlomkih in na koloraturno izpostavljenih mestih, se pa njegov razpon razširi v velikodušnem objemu z melodijo in s temnejšo barvo v vlogi vdihne dramatični patos. Paolo Fanale je bil, z igrivo energijo, dostojen Alfred s pevnim srednjim registrom, a žal brez visokih tonov. Pravo lekcijo petja je prikazal Domen Križaj, ki je bil izjemen oče Žermon, z zanesljivim glasom v vseh registrih, z mehkobo in avtoritativnostjo v glasu hkrati ter z osupljivim dinamičnim razponom. V nedeljo je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma zazvenela mala slavnostna maša Gioachina Rossinija. V okviru srebrnega abonmaja jo je izvedel mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana z dirigentom Sebastianom Vrhovnikom in solisti Mojco Bitenc-Križaj, Nuško Drašček, Martinom Sušnikom in Domnom Križajem. Pri harmoniju je bil Tomaž Sevšek, pri klavirju pa Andreja Kosmač in Meta Fajdiga. Komentar dogodka je pripravila Klara Žnidaršič. Nastop mešanega pevskega zbora Glasbene matice Ljubljana v srebrnem abonmaju ni le programski uspeh, temveč vnovična potrditev pomembne vloge te ustanove.
Glasbena matica namreč v slovenskem prostoru zaseda pomembno mesto na prehodu med ljubiteljskim glasbenim udejstvovanjem in profesionalnimi standardi, saj ambicioznim pevcem daje priložnost, da se v družbi vrhunskih solistov in instrumentalistov spoznajo z velikimi deli glasbene zakladnice, kakršna sicer presegajo okvire običajnih ljubiteljskih zborov. Tokrat so se pod vodstvom dirigenta Sebastiana Vrhovnika lotili Rossinijeve Male slavnostne maše, ki je na nedeljskem koncertu zazvenela v bistveno razkošnejšem formatu, kot namiguje njen naslov. Čeprav je Rossini delo sprva namenil 4 solistom, 8-članskemu zboru in instrumentalnemu triu, smo v nedeljo v Galusovi dvorani slišali zborovski korpus, ki je po številčnosti skoraj 7-krat presegal Rossinijeve izvorne zamisli. Če bi šlo za profesionalni ansambel, bi takšna poteza lahko izpadla predrzno, tokrat pa se je strah pred morebitno zvočno prenasičenostjo izkazal za odvečnega. Zboristi so zavzeto ustvarjali poenoteno in bogato zvočno barvo, hkrati pa so, zlasti v 2 kompleksnih dvojnih fugah, pokazali tudi izjemno mero gibkosti in občutka za artikulacijo tematskih linij. V prvi fugi je sicer z zgoščevanjem glasov še zmanjkalo nekaj preciznosti, druga pa je zazvenela povsem jasno in zanesljivo. Dirigent je zasedbo vodil z izjemno metrično natančnostjo, kar je veliki zasedbi zagotavljalo trdno oporo, v liričnih odsekih in zaključkih daljših fraz pa bi si lahko privoščil tudi kanček več sproščenosti in mehkobe, ki pritičeta Rossinijevi glasbi. Čeprav primerljivi projekti na slovenske odre pogosto privabijo tuje soliste, je tokratna domača zasedba spet potrdila vrhunsko raven našega poustvarjalnega prostora. Iskanost nastopajočih potrjujejo njihovi številni angažmaji v istem koncu tedna, ko so bili poleg nedeljskega koncerta razpeti še med ljubljansko opero, Slovensko filharmonijo in celo Škofjeloškim pasijonom. Odrska kilometrina se je vsekakor zrcalila tudi v njihovi medsebojni ubranosti, saj so se 4 solisti glasovno zlili v homogeno celoto, kakršno v solističnih ansamblih slišimo prej izjemoma kot praviloma. Sopranistka Mojca Bitenc-Križaj in mezzosopranistka Nuška Drašček sta se svojima toplo zatemnjenima glasovoma sijajno ujeli tudi v duetu Kvitolis. Baritonist Domen Križaj je potrdil svojo ustaljeno dobro formo, medtem ko je bil v solistični ariji glas tenorista Martina Sušnika nekoliko bolj utrujen, a to ni vplivalo na odličen skupni vtis ansambelskih stavkov. Pravi čustveni vrhunec večera je ustvaril sklepni Agnus Dei, v katerem so bili tudi zborovski odgovori dinamično subtilno odmerjeni in so se povsem naravno zlili z energijo mezzosopranistke.
Nenazadnje si besede visoke pohvale zaslužijo še instrumentalisti. Nekonvencialni sestav dveh klavirjev in harmonija je ponudil zvočno teksturo, ki jo Rossini v tem delu mojstrsko izkorišča. Andreja Kosmač je na prvem klavirju s tehnično virtuoznostjo in neutrudno zbranostjo obvladovala zahtevno partituro, na drugem klavirju pa ji je Meta Fajdiga zagotovila ubrano harmonsko dopolnitev. Tomaž Sevšek Šramelj je na harmoniju upravičil svoj sloves uveljavljenega specialista za historična glasbila s tipkami. Čeprav se je specifični zven harmonija v zvočno gostejši zborovski sliki občasno nekoliko porazgubil, je njegov ključni doprinos prišel do polnega izraza v nabožnem preludiju, v katerem je glasbenik razkazal barvito paleto registrov tega redko slišanega instrumenta. Kljub žal nezasedenim sediščem v Galusovi dvorani, parter in sredina prvega balkona sta bila le delno zasedena, je bila izvedba Rossinijevega poslednjega velikega dela lep uspeh. Mešani zbor Glasbene matice pa ostaja nepogrešljiv most, ki ljubiteljsko petje postavlja na raven vredno velikih abonmajskih odrov. V četrtek in petek pa je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma pod naslovom Zmagovalno zvenel četrti koncert letošnje abonmajske sezone filharmoničnega cikla FKK, filharmonični klasični koncerti. Orkester Slovenske filharmonije je namesto poškodovanega Aleksandra Lonkujha vnovič vodil Joel Sandelson, ki se je sicer uspešno predstavil že v prvem tednu marca na koncertu v sklopu filharmoničnega cikla SMS. Kot solist pa je tokrat nastopil italijanski pianist Alberto Ferro. Spored je v celoti zapolnila glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nekaj vtisov o četrtkovem koncertu je v naslednjem prispevku strnil Mihael Kozjek. Na četrtem koncertu filharmoničnega cikla FKK bi morala pod koncertnim programom z naslovom Rensko zlato zazveneti glasba Roberta Schumana in Norberta Burgmüllerja, a je sodelovanje zaradi poškodbe odpovedal Aleksander Lonkvih, ki bi moral nastopiti v dvojni vlogi dirigenta in solista. Popolnoma spremenjen spored je tako z naslovom Zmagovalno v celoti napolnila, ne prvič v letošnji sezoni, glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na začetku je tekoče zazvenela uvertura k operi Così fan tutte. Orkester Slovenske filharmonije je natančno sledil nazornim gestam dirigenta Joela Sandelsona, ki je primerno napenjal in sproščal sicer razgiban glasbeni tok, bi pa glasba na nekaterih mestih lahko zadihala še malce bolj sproščeno. V nadaljevanju prvega dela se je v klavirskem koncertu številka 9 v E-duru z vzdevkom Ženom kot solist predstavil zmagovalec nedavnega mednarodnega klavirskega tekmovanja festivala Ljubljana Alberto Ferro. Njegov klavirski ton in artikulacija sta jasna, igra tehnično neoporečna do dobra izčiščena in kot umetnik se Alberto Ferro očitno varno počuti v neomajni zvestobi glasbenemu gradivu. Komunikacija z dirigentom Joelom Sandelsonom in orkestrom, ki je s homogeno zvočno dovolj uravnoteženo igro občutljivo spremljal solista, je bila gladka, a kljub temu se je izvedba solističnega parta kar nekajkrat zazdela premočrtna, brez kakšnega posebnega žara, igrivosti ali močnejšega osebnega pečata pianista. Alberto Ferro je glasbeni umetnik, ki se ne vdaja pretiranim akrobacijam pri klavirju in zunanjemu učinku, temveč glasbenemu tekstu pristopa premišljeno in ponotranjeno. Več svobodnejšega fraziranja, muzikalne sočnosti in pritajenosti, ki nas je držala v napetem pričakovanju vsake naslednje note, je sicer ponudil v počasnem stavku, pa tudi v nekaj prikupnih interakcijah s posameznimi glasbili v hitrejših stavkih in izbranem dodatku, Mozartovi fantaziji v D-molu.
Nekaj podobnega je sprva veljalo za simfonijo številka 41 v C-duru Jupiter, osrednje delo koncerta, ki je zapolnila celoten drugi del. Igra orkestra je bila bolj ali manj tekoča, zanesljiva, torej intonančno čista in uravnotežena, ale redko je bilo čutiti tisti pravi naboj, naelektrenost, ki ga ponuja že celoten uvodni stavek. Izvedba je s časoma vendarle postajala vse manj oglata in vse bolj prebujena, začenši s solističnimi vložki pihal v počasnem andante cantabilu, ki so postopno predramili tudi preostale glasbenike. Zvok godalnega korpusa je končno napolnila sladkobnost, pihala z drogovi so se zlivala v žametnem zvenu, ki je v menuetu vendarle postal tudi zares igriv, v naelektrenem fugatnem finalu pa tudi navdahnjen in s tem umetniško prepričljiv. Dirigent Sanderson pod črto resda ni ponudil kakšnih res čarobnih trenutkov, je pa več kot le zgleden urejevalec, melodične linije namreč elegantno popelje od pritajenih pianissimov do zdravih forte odsekov, pri čemer zvok orkestra vselej ohranja čvrst, uravnotežen in uglajen. Nadaljujemo na Obali, kjer je minulo soboto v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru izvenel tretji koncert letošnje abonmajske sezone Obalnega komornega orkestra. Koncert je spremljala Simona Moličnik. Tretji koncert v letošnji sezoni so članice in člani Obalnega komornega orkestra naslovili Pozdrav pomladi. Koncert je bil poln svetlobe, tako v izbiri programa kot v glasbeni izvedbi, predvsem pa je bil najtehtnejši koncert celotne abonmajske ponudbe. Članice in člani so skupaj z umetniškim vodjem orkestra Vladom Repšetom k skupnemu muziciranju povabili solista Aleksandra Gadžijeva, taktirko pa zaupali dirigentu Simonu Krečiču. Najprej bi rad povedal, da je orkester na zelo visokem nivoju. Lahko rečem polprofesionalno v tem smislu, da vendarle je skoraj polovico profesionalnih glasbenikov, učiteljev na glasbenih šolah, kakšni tudi upokojeni profesionalci. V zadnjih letih se mi zdi, da je ta nivo zelo zrastel in da se lahko tudi posega po takšni malo bolj zahtevni literaturi. Hkrati sem pa vesel, da je predvsej tudi mladih članov orkestra, ker so vendarle to neprecenljive izkušnje igrati v simfoničnem orkestru, ki jih v bistvu na nek način nikjer drugje ne moreš dobiti kot samo s neko prakso. Osrednja točka seveda je Beethovenov klavirski koncert, prvi,
Pomeni, da smo še nekje pri zgodnem betonu, da vendarle mogoče ni še tako zahteven v nekem izvajalskem smislu, kot so nekako zadnja dela, ampak vendarle gre za betona. Včeraj se nam je pa pridružil še Aleksander Gadžijev, kar je pa seveda ena čisto posebna dodana vrednost. Kadar se sodeluje z umetnikom takega formata, na nek način vse stvari postanejo enostavne. Tudi za njih nekako on s svojo umetniško prezenco, s svojim igranjem tako pritegne pozornost na nek način na sebe, da preprosto ne moreš drugače igrati, kot da si z njim. Koncertni spored je bil dobro premišljen, prinesel je svežino, vedrino, kompozicijsko pestrost in enovitost hkrati ter novost, skladbo Gala Hartmana z naslovom Tri oko. Gal Hartman je skladatelj, akademski glasbenik, violinist, notograf in član Obalnega komornega orkestra. Ko sem izvedel, kateri dve sta ostali skladbe, sem se odločil za eno takšno obliko, ki bi koncert otvorila, hkrati pa da ne bi bila predolga, prezahtevna in prijetna za izvajanje ter poslušanje. Kot rečeno, osrednja točka večera je bil prvi klavirski koncert Ludvika van Beethovna. Pianist Aleksander Gadžijev, sicer vajen muziciranja z najvidnejšimi svetovnimi orkestri, je tokrat igral z drugačno orkestrsko sestavo, a povsem z enako briljanco. Za vse nastopajoče je bila to prva izvedba tega Beethovenovega koncerta. Aleksander Gadžijev. Občutki v resnici so zelo dobri, zato ker seveda je človek, ko ima tako kariero, navajen na profesionalnost in vse to, ampak začutiš vsekakor neko drugo energijo, ko se ti približa orkester, ki dela to seveda ne samo iz profesionalnih razlogov, ampak tako prav čisto iz čustvenih, ne, iz srca nekako. In sem zelo vesel, da imam tudi tako, recimo, po eni strani bolj sproščeno priložnost, po drugi strani pa, tako kot pri vsakem koncertu, skušam narediti najboljše in si ne vzemem tako drugače, recimo. Še boljše po eni strani, še bolj intenzivno lahko rečemo. Gre za prvi Beethovenov koncert, ki še ostaja v mejah klasicističnega mišljenja. V mejah klasicizma, čeprav potem imamo tudi tle neke presenečenja. Ne? Recimo drugi stavek je v tonaliteti As-dur, ki je zelo daleč od začetnega C-durja in že nekako nam pokaže neko skoraj romantično vzdušje v tej začetni temi drugega stavka. Tako nek idil, neka zelo globoka notranja lirika se pojavi v Beethovenu. Final pa je zelo igriv seveda in taki zelo mladosten, poln pozitivne energije in tako si tudi predstavljam začetek. Začetek imam nekako to sliko v glavi, kot Beethoven se nekako prikaže Dunaju, ne. Se prikaže, je dolgo čakal, ne, da je objavil te prve 3 opus 1, potem pa sonato opus 2 in s tem prvim koncertom pa se res pokaže kot solist, torej kot virtuoz, kot pianist, kot človek, ki lahko dosti zmora na klavirju in išče pač v vsaki figuri, išče novo priložnost, kako ne bi pokazal tisto, kar zna na inštrumentu. In potem igram veliko kadenco, ki jo je napisal sam, kjer res se tako malo odpre in se razburi skoraj. Tako da v mejah klasicizma, ampak že smo v kadenci smo že daleč od Mozarta.
V drugem delu je Obalni komorni orkester izvedel izbor stavkov iz orkestrske suite Carmen Žorža Bizeja. Navdušeno občinstvo je zaključilo s stoječimi ovacijami. Ta koncert pa je dokazal izjemno moč, ki se ustvari med glasbeniki na odru, predvsem ob medsebojnem spoštovanju in skupni predanosti istemu cilju. To je glasba, ki naježi dlako. Ostajamo v Kopru, kjer je urednica Simona Moličnik obiskala tudi koncert cikla Amabile, ki ga je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper pripravilo Društvo prijateljev glasbe Koper. Na koncertu je nastopil duo Claripiano. Pomenljiva je zasedba dua, ki zahteva enovito zbliževanje dveh različnih oseb ob izvajanju glasbe, je uvodoma povedala predsednica Društva prijateljev glasbe Tatjana Jercog. Dobro je ozavestiti to dejstvo, kajti ob glasbi se nenazadnje učimo tudi življenja. In tak, v mnogih pogledih poučen je bil sinočni koncert dua Claripiano, pianistke Tatjane Kavčič in klarinetista Dušana Sodje, ki v vsaki odigrani glasbeni frazi odražata celost njunega življenjskega in glasbenega para. Skrbno izbranim koncertnim sporedom sta kljub raznolikim kontrastom, a za voljo izjemne tonske usklajenosti, poslušalce in dvorano objela s silno toplino ter z notranjim mirom. Tatjana Kavčič. Vse je ena sama reakcija na drugega in midva v resnici veva, kako gre drugemu na odru. In ta reakcija drugega je takojšnja. Njima posvečena skladba Histria et Amor Andreja Makorja je uvedla koncert. Namenoma, pojasnjujeta. Danes sva razmišljala, da morava res se potruditi, da izvajava skladatelje, ki živijo tukaj v bližini, tako sva izvedla tudi reminiscence Bojana Glavine. Ta skladba sicer ni bila napisana za naju, sva pa mogoče druga, ki sva jo izvedla, poleg gospoda Roberta Staniča, ki mu je bila skladba posvečena, gospoda Glavine. Tako da sva pravzaprav danes igrala iz rokopisa. In sva navdušena in mislim, da bova te reminiscence še velikokrat izvajala. Izvajala sva seveda kot dodatek Lux, priredba zelo znane skladbe za zbora kapela Andreja Makorja in potem tudi skladbo Črta Sorja Voglarja. Izvedla sva tudi dve deli, ki sva jo spoznala zelo pozno. Namreč sonata Charlesa Villierja Stanforda, irskega skladatelja, ki je sicer deloval v Angliji, ampak študiral na primer v Leipzigu, je bil sodobnik Johannesa Brahmsa. Midva sva zelo ljubitelja Roberta Schumana, ne? In so nama prišle te note pod roke in celo od angleškega skladatelja priredba narejena. In mislim, da je zelo posrečena in Schumann je vedno nekaj posebnega in se te dotakne. Slednjo skladbo, torej 3 due Roberta Schumana v priredbi Howarda Fergusona, je Dušan Sodja izvajal na izvirnem glasbilu, kakršne so uporabljali v 17. stoletju, na klarinetu iz pušpanovega lesa. Ostaja dragocena izkušnja koncerta s prevlado pristnosti, iskrenosti in tako ustvarjene tonske očarljivosti. Pretekli teden je v organizaciji Zavoda Cona potekalo več koncertov akuzmatične glasbe, napisane izključno za predvajanje na večkanalnih sistemih zvočnikov.
V okviru dvodnevnega festivala Zvočiti Akozmoni Input je svoje elektroakustične kompozicije predstavilo 14 domačih in tujih umetnikov. Nekateri med njimi so v sredo zvečer nastopili tudi na mednarodnem projektu elektroakustične glasbe, poimenovanem Elks Triptih v produkciji Glasbene šole Lendava in inštituta On Rizom. V okviru projekta so potekale še delavnice za učence ter mojstrski tečaj za študente glasbenih akademij iz Budimpešte in Ljubljane, ki ga je vodil priznani skladatelj in eden od pionirjev akozmatične glasbe Daniel Teruggi. Več v prispevku Katarine Radalec-Jazbec. Ljubitelji akozmonične in oktafonične glasbe ter prostorske zvočne umetnosti na splošno se zdaj že skoraj tradicionalno zbiramo vsak marec v Kinu Šiška, kjer v organizaciji Zavoda Cona poteka festival Zvočiti Akozmoni. 16. in 17. marca letos je tako potekala že 5. edicija festivala pod kuratorskim vodstvom Braneta Zormana in Patrika K.H. Poleg 2 intenzivnih večerov s koncerti akozmatične glasbe je v okviru festivala potekala tudi delavnica priznanega argentinskega skladatelja, elektroakustičnega umetnika in tonskega inženirja Diega Lose z naslovom Komponiranje in mastering za oktafonične zvočne sisteme GRM Tools. Tudi izvedba prve skladbe na letošnjem festivalu je pripadala Losu, nikakor pa to ni bilo edino politično in družbeno angažirano delo, ki je zazvenelo na festivalu. Skladba Kronike časa iz leta 2005 je bila izrazito pripovedno oblikovana, več odsekov pa je v ospredje prinašalo preplet intenzivnih občutij, med katerimi sta prevladovala občutka ujetosti in teže realnosti časa. Tudi orkestrirani napad, novo delo Braneta Zormana, je pretreslo svojo intenzivno zvočnostjo, ki je poslušalca posrkala v agresivno donenje uničujočih strojev, informacijske šume, krike in preletavanje dronov. Tudi sicer so na programu prevladovala zelo dobro oblikovana ter vsebinsko raznolika dela, ki so poslušalcu ponudila zares široko zvočno prostorsko izkušnjo. Zvok je potoval od enega zvočnika do drugega, se oddaljeval, približeval, presenetil, preplavil, nežno vabil. Vsa osredotočenost poslušalk in poslušalcev, ki so sedeli ali ležali znotraj kroga postavljenih zvočnikov, je bila na orientaciji skupaj z zvokom. Zvok je postal osrednji akter, ki smo mu z ušesi in miselnim aparatom sledili na podoben način, kot sledimo igralcem na odru. Nekatere skladbe so bile bližje bolj klasičnim, tudi avantgardnim prijemom elektroakustične glasbe, druge so je žarevale sodobnejše, ambientalne in minimalistične vplive. V sredo 18. marca se je dogajanje preselilo v gledališko in koncertno dvorano Lendava, kjer je potekala prva izvedba projekta ELX Triptih, s katerim se je vzpostavila nova platforma za elektroakustično glasbo v Lendavi. Vodja projekta je skladatelj in saksofonist Tilen Lebar, dogodek pa je potekal v soorganizaciji Glasbene šole Lendava in inštituta On Rizom. Program je vključeval 2 koncerta elektroakustične glasbe, zvočno inštalacijo, delavnico za učence ter mojstrski tečaj z Danielom Teruggijem, dolgoletnim članom in nekdanjim vodjo vodilnega laboratorija na področjih elektroakustične, akozmatične in konkretne glasbe, francosko skupino INA GRM.
Prvi koncert je otvorilo delo z naslovom Spiralna nihanja Ide Hirschenfelder, pri izvedbi katerega je sodeloval elektromagnetni ansambel, ki so ga sestavljali učenci in učenke glasbene šole Lendava ter udeleženke Terudžijevega mojstrskega tečaja. Svoja dela so na 8-kanalnem sistemu zvočnikov predstavili tudi vidnejši ustvarjalci elektroakustične glasbe pri nas. Mauricio Valdés Sanemeterio, Brane Zorman, Bojana Šalič-Podešva in Tilen Leber ter priznana mednarodna gosta Patrik K.H. in Daniel Terudži. Obiskovalcem so predstavili skrbno izbrana in reprezentativna dela, ki so ponujala edinstveno prvo izkušnjo doživljanja tovrstne glasbe in poglabljanja v svet prostorskega zvoka. Konec tedna sta se v Minoritski cerkvi v Mariboru zvrstila 2 zaporedna večera projekta Dara in Stana, glasbeno-gledališkega dogodka, ki ga vodi z guslarstvom navdahnjeno pripovedništvo in v razmislek postavlja 2 na videz podobni, a kontrastni ženski figuri. Projekt, pod katerega se kot avtorica idejne zasnove, glasbe in besedil podpisuje Karmina Šilec, so izvedle pevke vokalnih skupin Kebataola in Jude. Več po prispevku, ki ga je pripravila Lucija Gorjup. Kdo sta Dara in Stana, naslovni protagonistki projekta, ki je potekal v soboto 21. in nedeljo 22. marca v Minoritski cerkvi v Mariboru. Želene in neželene hčere, kot se glasi širši okvir projekta, tokrat v središče postavlja 2 izjemni, a nasprotno razumljeni osebnosti iz Črne Gore oziroma osebna svetova tako imenovanih fenomenov Črne Gore. Na eni strani je dirigentka Darinka Matić-Marović, na drugi strani pa uradno zadnja Virgina Stana Cerović. Dogodek opisuje avtorica glasbe in besedil ter idejna vodja Karmina Šilec. Dara in Stana je v bistvu projekt, ki je nastal na pobudo festivala Kotor Art. Gre za 2 največje osebnosti, oziroma zelo pomembne osebnosti črnogorske zgodovine, in sicer za veliko maestro in dirigentko Darinko Matić-Marović in za poslednjo črnogorsko Virgino. Torej gre za 2 zelo kontrastna fenomena. Rojeni sta v bistvu 130 km oddaljenih krajih, tako rekoč istega leta, vendar je njuna usoda popolnoma diametralna, kar je seveda izjemno dober povod za to, da razmišljamo o tem, kako patriarhat v določenem okolju, v določeni družbi deluje in kako lahko prihaja do takih raznolikih fenomenov in tudi izjem v bistvu družbenih, kar zagotovo Dara in Stana obe predstavljata 2 ekstrema. Ena seveda zelo afirmirana osebnost, ki je nek predstavnik družbe, odraz države, ki želi biti sodobna, in na drugi strani Stano, ki je popolnoma zakopana v preteklost, v tradicijo. In to je bilo tudi to izhodišče, zakaj sem se kot večer odločila za eno formo guslarskega večera, ker je pač gusla inštrument, ki je izredno povezan z idejo patriarhata, gre za torej sveti inštrument za moško moč. Je pa hkrati tudi to epsko pripovedništvo, ki ga gusle nosijo v sebi, pravo polje, kjer lahko tako temo 2 herojev, 2 heroin sploh obravnavam na enem daljšem informans platformi, ker je pač ta 2 fenomena treba premisliti, predno sploh lahko razumemo, zakaj smo tukaj. Zaradi te dvojnosti, kot jo nosita Dara in Stana, pa je tudi dvojnost v ansamblih, in sicer ansambl Kebataola, ki se ukvarja
izvajajo sodobno glasbo, in ansambl, ki prihaja iz Črne Gore, iz Kolešina, Jude, ki pa izvajajo zgolj in samo tradicionalno glasbo v zelo arhaičnem tonskem sistemu. Celotna glasba je pa tudi zastavljena po principu, da smo izgradili oziroma sestavili različne monokorde, ki na nek sodoben način skozi razne plugine in seveda druge sodobne tehnologije nekako poustvarjajo idejo enostrunskega glasbila. Projekt Dara in Stana tako odpira vprašanje družbenega spola, zgodovinskih vlog žensk in načinov, kako družba oblikuje in interpretira njune življenjske poti. Obe protagonistki sta si podobni, a hkrati močno kontrastni. Dara, pogosto opisana kot prva črnogorska dirigentka, je v družbi videna kot simbol napredka, slavnostno potrjena umetniška pionirka, medtem ko Stana predstavlja ostanek preteklosti. Zgodbi in življenjski poti obeh protagonistk sta bili predstavljeni skozi razmišljujoča besedila v prvem delu dogodka, ki je bil izrazito pripovedno usmerjen. Carmina Šilec je v vlogi pripovedovalke nizala refleksivna besedila, ki jih je ponekod prepletla z nekaj osebnimi izkušnjami. Pripovedi in ugotovitve podobnosti in razlik protagonistk so z umestnimi vložki pospremile pevke obeh ansamblov, ki so se sprva v performansu pomešale med obiskovalci in nato glasbo izvajale iz drugega dela dvorane. V celoti pripovedovalni način je sprva omogočil pristnejši in tesnejši stik s poslušalci, ki so sedeli v skoraj gostilniški postavitvi na poznejšem odru. V drugem delu se je razmerje med odrom in občinstvom obrnilo. Dogodek je prešel v izrazitejšo glasbeno prireditev, na kateri so se prepletali elementi sodobnega vokalnega izraza, tradicionalnega ljudskega petja in guslarske improvizacije, podprti z elektroakustično in elektronsko zvočno sliko, ki jo je sproti oblikovala Carmina Šilec. Posebno težo sta dogodku dajali tudi vizualna in scenska dimenzija. S premišljeno uporabo rekvizitov, spreminjajoče se scene in svetlobnega oblikovanja je uprizoritev presegla okvir klasičnega koncerta ter delovala kot celostna večplastna umetniška izkušnja. Nosilki glasbenega izraza sta bili dve vokalni skupini, slovenski ansambel Kebataola in črnogorska vokalna zasedba Jude. Njuno soočenje je bilo hkrati tudi soočenje različnih estetik, med urbanim in ruralnim, analognim in digitalnim, monofonim in polifonim. Medtem ko zasedba Kebataola razvija sodoben vokalni jezik z bogato harmonijo in tekočimi melodičnimi prehodi, skupina Jude ohranja arhaičen slog heterofonega dvoglasja v netemperiranem zvočnem sistemu, značilnem za črnogorsko ljudsko tradicijo. Simbolno vlogo, kot je povedala idejna vodja, je imela tudi uporaba gusli, na katere je improvizirala Živa Horvat. Celostno podobo dogodka so ustvarili še scenograf Dorijan Šilec-Petek, oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak in oblikovalec zvoka Danilo Ženko. Projekt Dara in Stana tako ni le poklon dvema izjemnima ženskima figurama, izjemen je tudi zaradi kakovostne glasbene izvedbe. Raznovrstna vokalna izraza obeh skupin, natančna izvedba in premišljeno prepletanje tradicionalnih ter sodobnih zvočnih elementov ustvarijo prepričljivo in poslušalsko močno izkušnjo. Dogodek uspešno združi pripoved, glasbo in odrsko postavitev v celoto, ki je hkrati dostopna in umetniško dovršena. Te dni lahko v različnih krajih po Sloveniji doživite posebno glasbeno plesno predstavo s parfumsko spremljavo z naslovom Aroma ljubezni. V njej se združujejo glasba, ples in dišave, ki vas popeljejo skozi ognjevito ljubezensko zgodbo v izvedbi vrhunskih glasbenih in plesnih umetnikov. Z umetniško vodjo projekta, violinistko Ingo Ulokino, se je pogovarjala Polona Kovačič. Inga, lepo pozdravljena. Midve se bova danes pogovarjali o novi glasbeno-plesni predstavi, ki ponuja zraven še nekaj prav posebnega, in sicer izkušnjo s parfumi. Kako si prišla do te ideje, da se je ta projekt sploh začel? Prej si že leta nazaj, lani si imela tudi projekt ob soju sveč, sedaj nekako tudi nadaljuješ s tem, ampak z drugačno izkušnjo. Vesela sem, da lahko
nadaljujemo malo drugačno zvrst doživljanja klasične glasbe, ki ji vedno dodajamo, se trudimo v naših projektah mogoče eno drugačno dimenzijo, ki bolj pritegne poslušalca. Tokrat smo dodali izkušnjo arom, parfumskih arom, ki jih doživljajo poslušalci ob samem koncertu, predstavi, izvedbi. Nekako temelji na teoriji, ki jo je postavil Septimus Pies v 19. stoletju. Tako je. Vsi imamo zelo ženske, sploh pa pomladi radi parfumske arome in tudi vemo, da vsak parfum ima zgornje srčne in bazne note. Odkud ta izraz note, sem se tudi vedno sama spraševala in sem prišla do dejansko te knjige Art of Perfumery, ki jo napisal Septimus Pies, kjer dejansko razdeli dišave po notah, ker je bil veliki ljubitelj glasbe in dejansko to je povezano, ta njegov sistem, z harmonijo, akordi in dobesedno glasbo. Katero glasbo pa vsebuje ta predstava? Mi smo se ravnali seveda tako, da bi ta glasba nekako najbolj zadonela tudi ob marcu in v vseh skladbah je odsev tematike ljubezni v različnih oblikah. Torej nežnost, strast, mogoče melanholija ali razočaranje ter navdih. Tako da tukaj imamo seveda klasična dela, ki so povezana z navdihom ljubezni, strasti, imamo vokalna dela, seveda tu ne sme manjkati Carmen Bizeja, Silva, Judita, vse tiste ženske like, ki so na nek način simbol hrepenenja, ljubezni, instrumentalna glasba, predvsem romantičnih, se pravi skladateljev klasičnih obdobij romantike, ki tudi na nek način je tesno povezana s čustvovanjem, že tako nasplošno je v romantiki to bilo in tudi, ker imamo plesne tudi točke, ki tudi uprizarjajo na nek način linijo ljubezni še v plesu, so tukaj tudi skladbe tango in ta navdih strasti tanga tudi vpletamo v to celotno zgodbo. Kakšna pa je potem ta parfumska spremljava? Ja, zasnovali smo zadevo na način, da gledalci, poslušalci so del te predstave, del doživetja, tako da doživljajo zadevo na neke vrste imersiven način. Ko pridejo pred dvorano, se jim razdelijo takšne kuverte, v katerih imajo 4 parfumska akorda, ki simbolizirajo 4 izraza ljubezni, kot sem jih omenila, nežnost, navdih, melanholija ali razočaranje ter strast. In med samo zgodbo, ki se jo pripoveduje, oni sledijo tej zgodbi glasbe, plesa z odpiranjem teh kuvert in vdihavanjem not teh dišav, o katerih tudi povemo in jih povežemo s skladbami, ki jih slišijo. Na nek način smo zaštartali v Celju. Zelo smo veseli, da smo privabili kar polno dvorano Narodnega doma. Izzivi vedno so, ampak odzivi so bili pa zelo, zelo dobri, kar smo res hvaležni in veseli. In publika je doživela ta projekt kot nekaj, mogoče malo več le kot tista meja poslušalec in oder izvajalec, ki jo želimo zabrisati s to izkušnjo parfumskih dišav in tudi samo zgodbo o Septimusu Piesu in njegovi skrivnostni ljubezni, ki se pravzaprav vije skozi celoten večer. Prva predstava je bila premierna v Celju, sedaj bodo pa sledile še tudi drugod po Sloveniji in pa tudi v Avstriji. Tako je, zastavili smo si kar nekaj izvedb. Sedaj 25. prav na materinski dan nastopamo v Zagorju ob Savi, imajo krasno moderno dvorano. Potem sledi izvedba 10. aprila v Žalcu.
Predtem sem spustila je še 29. marec je Koper, Pokrajinski muzej, krasen tudi, čudovit ambient. In zaključujemo 12. aprila v avstrijskem Leibnizu, kjer smo že gostovali decembra z Hrestačem ob Soju sveč. Odkot ideje o takšnih res inovativnih projektih? A to si sama zamisliš in potem izpelješ skupaj s plesalci in pa pevci? Dejansko res, te ideje pridejo nekako iz tistega, kar recimo bi želela doživeti mogoče sama v dvorani, da razmislim si, kako bi lahko na kakšen način pritegnili zainteresirane tisto publiko, ker mogoče drugače ne bi stopila skozi vrata koncertne dvorane in prisluhnila klasični glasbi. Tako da vedno znova se sprašujem in vedno znova iščem odgovore na to vprašanje. Mislim pa tudi, da akademski glasbeniki moramo biti široki, ker naša umetnost pravijo, da je elitistična, ampak na nek način moramo vedno odpirati vrata v lepoto, sploh včasih, ko mislim, da se lahko spomnimo na frazo Dostojevskega, da lepota bo rešila svet. Tako da mislim, da imamo umetniki tudi to nalogo, da to lepoto umetnosti vedno nesemo med ljudi. Ob koncu oddaje še žalostna vest. V 74. letu starosti je umrl baritonist, profesor solopetja in zborovodja Marcos Bajuk. Rodil se je v Mendozi v Argentini slovenskim staršem, kjer je končal akademski študij solopetja. Leta 1987 se je iz Mendoze preselil v Ljubljano. Svoje življenje je zapisal v glasbi. Že v Mendozi je pel v različnih zborih in nekatere tudi vodil. 2 leti je bil zborovodja Mendoškega slovenskega pevskega zbora. Bil je sourednik zbornika Še bomo peli. Po prihodu v Slovenijo je nadaljeval z objavljanjem v strokovnih zbornikih in revijah. Med drugim je pisal tudi za tednik Svobodna Slovenija, časopis slovenskih izseljencev v Argentini. Kot baritonist se je posebej uveljavil v interpretacijah samospevov. Leta 1988 je za Radio Ljubljana posnel cikel samospevov Josipa Ipavca v nemški izvorni različici ter v slovenskih prevodih Pavla Oblaka. Na različnih koncertih je sodeloval kot solist ter kot član komornega zbora RTV Slovenija. Deloval je tudi kot cerkveni glasbenik. Še posebej dejaven pa je bil kot glasbeni pedagog. Od leta 1990 je solopetje učil na Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana. Poučeval je tudi na glasbenih šolah v Tržiču in Idriji. Bil je mentor številnim slovenskim pevcem, kot so Matjaž Robaus, Barbara Kozelj, Alenka Gotar, Matej Vovk, Nina Kompare-Volasko, Marko Kobal, Anika Logar. Bil je ustanovni član in prvi predsednik Društva slovenskih pevskih pedagogov, od leta 2022 njegov častni član. V začetku 90. let je aktivno sodeloval pri pripravi nacionalnih učnih načrtov za program solopetja. Zadnjih 20 let svojega življenja pa je preživel v svoji hiši na Ljubnem, kjer se je v prostem času ukvarjal z družinsko tradicijo izdelovanja belokranjskih pisanic. Številne generacije njegovih učencev se ga spomnijo kot odločnega, vedrega, iskrenega, izrazito pozitivnega, empatičnega in razgledanega človeka. V spomin na Marcosa Bajuka po njegovi interpretaciji poslušajmo samospev Martine priča Josipa Ipavca. Pri klavirju bo Andrej Jarc. Martine priča še dovolj o čustvu lice bledo, da bi hotela z mojih ust beraško še besedo. A usta preponosna so, ne bodo mole dovolj, žali
usta preponosna so, ne bodo more dovala, žalila bi te stisnjena prej, ko čustva biti priznala, žalila bi te stisnjena prej, kakor ti čustva priznala. To je vse v današnji oddaji. Pripravili smo sodelavci uredništva za resno glasbo, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matija Narobe ter voditeljica Ana Marija Štukal Kuzma.